Moderni klasiki so se začeli, ko se je izteklo 20. stoletje, ne samo čas 20. stoletja, ampak tudi ta zbirka. In sklenili smo jih umestiti nekam med to zbirko, ki je prikazovala zelo nove avtorske glasove, in pa znamenitimi 100 romani, ki so bili precej bolj klasično orientirani. Odločili pa smo se tudi, da ne bomo imeli v tej zbirki samo romanov, kot je bilo v navadi prejšnjih dveh zbirk, ampak tudi dela esejev, kratke proze in drugih mejnih literarnih žanrov. To je bil najbrž kar tak nekakšen poguben premik. Tisto, kar se nam je pa zdelo, da vendarle more spremljati te najboljša dela iz svetovne književnosti, pa je, da jim priskrbimo tudi najboljše prevajalce in pa odlične pisce spremnih besed, ki nekako še poglobijo razumevanje teh literarnih del.